10 svetovnih rekordov, ki jih nihče noče poskusiti ali ponoviti. Kateri so ti svetovni rekordi in zakaj nihče ne želi tega ponoviti? Pozdravljeni prijatelji, dobrodošli na Arvin Polo TV. Vsak človek na svetu ima svoje sposobnosti in veščine. Obstajajo pa tudi ljudje, ki so izjemno nadarjeni, zato lahko naredijo nemogoče stvari. Zaradi njihovih dih jemajočih, skoraj nemogočih dosežkov ni presenetljivo, da so zapisani v zgodovino, še posebej v Guinnessovo knjigo rekordov. Vendar pa zaradi izjemne zahtevnosti njihovih dosežkov nihče ne želi tega poskusiti ali ponoviti. Zato bomo v tem videu govorili o 10 svetovnih rekordih, ki jih nihče noče poskusiti ali ponoviti. Preden začnemo, če si nov na našem kanalu, ne pozabi pritisniti na gumb za naročnino in zraven še na zvonček, da boš vedno obveščen, ko naložimo nov video. Torej, začnimo. Številka 10. Padec iz vesolja. Ta je res izjemna. Ne bi si mislil, da bo kdo naredil takšen podvig samo zaradi rekorda. Takšne stvari običajno vidimo le v filmih, ampak Felix Baumgartner je izjema. Felix je avstralski padalec, drznež in bejs skakalec. Postal je znan po skoku na Zemljo iz helijevega balona, iz stratosfere našega planeta. To je naredil 14. oktobra 2012. Pristal je v New Mexiku, Združene države Amerike, Pilang, Porto Rico. Z Red Bull Stratos je prav tako postavil rekord in premagal južno oviro, brez uporabe kakršnega koli vozila za vzpenjanje. Trenutno ima 2 rekorda. Vključuje izhodno višino in navpično razdaljo prostega pada brez pomožnega padala. In Felix je znan tudi po izvajanju resnično strašljivih in dih jemajočih podvigov. In treniral je skupaj z avstralsko vojsko, da bi izpopolnil svoj lasten podvig. Toda preden je postal rekorder, so ta podvig poskusili tudi nekateri drugi ljudje. 1. novembra 1962 je Jevgenij Andrejev poletel v nebo in skočil z višine 93.970 čevljev, vendar mu tega ni uspelo doseči. Pri skoku je doživel nesrečo. Počelo mu je vizir na čeladi, zato je doživel dekompresijo. Kasneje je umrl. To se je zgodilo leta 1965. Tudi Nick Piantinida je večkrat poskušal skočiti, vendar mu ni uspelo niti enkrat. Tudi on je doživel dekompresijo. Poleg tega pa skoraj vsi ljudje, ki so ga nadzorovali in tisti, ki so ga spremljali spodaj, so izgubili povezavo z njim. Preživel je svoj padec, vendar ker je ostal brez kisika. Je utrpel poškodbe možganov in se ni več uspel pomoči. Številka 9. Moški prekrit s čebelami. To je bil Kitajec, ki je bil drzen in si je prislužil rekord. Polili so ga z vedri polnimi čebel od glave navzdol v mestu Yichun, provinca Jiangxin. Njegovo ime je Ruan Lianming, živi na Kitajskem. In trik, ki ga je izvedel, se imenuje bee-birding in prihaja iz Ukrajine. Bee-birding izvira iz 19. stoletja. To je, ko si na telo položijo čebeljo matico, da privabijo še druge čebele. Ta trik je Ruanu uspel in razglasili so ga za rekorderja z najtežjim plaščem iz čebel. In skupna teža čebel na njegovem telesu je bila 136 funtov po podatkih Guinnessove knjige rekordov. In Ruan je ta trik izvedel med oddajo CCTV Guinness World Record Special and Law Show Day Record v mestu Fengshan. In po besedah Ruana je njegova skrivnost, zakaj ga čebele ne pičijo, v tem, da ostane miren in nadzoruje svoje gibanje. Neverjetno, kaj ne? Številka 8. Velika pica. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je največja pica tehtala 26.883 funtov s pekli in oblikovali so jo 8. decembra 1990. Naredili so jo v kraju Northwood v Južni Afriki. To velikansko pico je naredil Northwood Hypermarket in skupaj so jo spekli. Načrt za to pico je bil zelo zahteven, zato so dobro premislili, kako jo bodo naredili. Velikost te pice je bila 122 čevljev, v premeru pa je imela še dodatne palce. Velika, kaj ne? Res je dobro jesti pico, ampak kaj če bi imel tako veliko pico? Bi jo lahko pojedel? Kljub temu je ta pica vsebovala približno 9920 funtov moke, 3960 funtov sira, 1763 funtov gob, 1984 funtov paradižnikove mezge in na koncu še 1984 funtov narezanih paradižnikov. Danes imamo veliko velikanskih pic v znanih restauracijah s hitro prehrano ali restauracijah, vendar tej velikanski pici še vedno ni nihče pariral na svetu. Številka 7. Gel Zero E10 s palčkami v 1 minuti. Verjetno smo vsi že kdaj poskusili žele in prepričan sem, da smo pri tem uporabljali žlico ali pa žličko.
Morda ste že uporabili tudi palčke. In za začetnike, držanje palčk ni tako enostavno za naučiti. Še posebej, če je hrana, ki jo ješ, spolzka ali okrogla. Vendar pa je nekdo poskusil jesti žele samo s pomočjo palčk. Imel je 1 minuto časa. Tako je. Februarja 2017 na vzhodu Andrea Ortolf iz Nemčije, iz Osberga, postavil Guinnessov rekord s tem, da je pojedel 716 gramov želeja samo s pomočjo palčk. Preden je Andrea Ortolf to naredil, je večkrat vadil. Dokler ni dosegel tega rekorda, težko je jesti žele, če uporabljaš samo palčke. Ker je žele res spolzek in moraš uporabiti žlico, da ga lahko pravilno poješ. Number 6. Human mattress dom. Ali veš, kaj je domino? Napiši spodaj v komentarjih, če to veš. Domino je igra, ki izvira iz Francije. In danes obstaja že veliko različnih vrst iger z dominom. Nekateri celo pripravijo podiranje domin ali zgradijo stolp samo iz domin. Toda tukaj bomo videli nekaj, kar izhaja iz dominopaca, kjer se uporablja velik predmet, kot je vzmetnica ali posteljni jogi. Ta rekord največjega dominopaca je bil dosežen z uporabo vzmetnic. Zato ni šala postaviti te domine po konci. Tu sta zgradila 2 človeka in ta rekord je dosegel Globo, Comunicao ali Partipekeos SA in Ortobong za Brazilijo. In to je bilo postavljeno v Rio do Centro v Rio de Janeiro 6. augusta 2019. In gradnja tega je trajala le 11 minut in 13 sekund. Potem, ko so podrli domine, so jih podarili v dobrodelne namene. In to je bilo zapisalo v Guinnessovo knjigo rekordov. Number 5. Longest time spent. Guinness je ponovno uvedel novo kategorijo. Ta rekord pripada Tonyju Collinsu, ki je bil zabeležen kot oseba z najdaljšim ležanjem na nosilih. Nosila, če tega ne veste, je nosilna postelja, na kateri lahko pacient leži med premikanjem iz enega kraja na drugega. Tony Collins je star 40 let in poročali so, da je ležal 77 ur in 30 minut na nosilih. Collins je diabetik in pri njem so odkrili tudi virus. Zato so ga odpeljali v bolnišnico Princess Margaret v Swindonu, Anglija. To se je zgodilo v soboto 24. februarja 2001. Povedal je, da čaka na posteljo v sobi v bolnišnici in zaradi tega so ga dali na nosila v kot ali hodnik bolnišnice. Tam ni imel sobe ali česarkoli drugega. Tako je, Colin ostal le na nosilih. Number 4. The most prolific. Ena največjih bolnišnic je zabeležila izjemno veliko število otrok. Fjodor Vasiljev je bil kmet v Rusiji v provinci Šuja. V dokumentu piše, da je njegova prva žena imela 69 otrok med letoma 1725 in 1765. In teh otrok je bilo 16 parov dvojčkov, 7 trojčkov in 4 četvorčki. In njegova žena je rodila 16 parov dvojčkov, 7 trojčkov in 4 skupine četvorčkov. To je bilo prijavljeno v Moskvo iz samostana Nikolaja 27. februarja 1782 in skoraj vsi njegovi otroci so bili zabeleženi. In tukaj je njihova mati, Vasiljeva, morda imela genetsko predispozicijo za hiperovulacijo. To pomeni sproščanje več jajčec v enem ciklu, kar bistveno poveča možnosti za dvojčke ali več otrok. Number 3. Most wins in world. Največ zmag na svetovnem prvenstvu v bradi in brkih je dosegel Karl-Heinz Hele iz Nemčije. Od leta 1999 do 2011 se je Hele tekmoval v kategoriji delne brade. Njegova najnovejša zmaga je bila v Trondheimu na Norveškem leta 2011. Hele je zmagal v kategoriji Imperial Partial Beard in to v naslednjih letih sledilo je še 6 svetovnih prvenstev. 1999, Istad, Švedska, 2003. City Nevada, ZDA, 2005, Berlin, Nemčija, 2007, Brinton, Anglija, 2009, Anchorage, Aljaska, ZDA, 2011, Trondheim, Norveška in tukaj ni uradnega merjenja za to, saj je to tekmovanje osnovano na standardih, ki določajo izjemne sloge brade. 2. Najvišji skok v plitvo vodo na svetu. Kaj sploh je plitek skok ali potapljanje? Plitko potapljanje je vrsta športa, kjer skočiš z višine v najglobljo vodo. Vendar pa je bil nekdo, ki je to poskusil. In imel je poseben način, da mu je uspelo in je dosegel rekord za najvišji plitki skok na svetu. Darren Tyler iz ZDA, znan kot profesor Splash, je skočil z višine 10 metra oziroma 33 čevljev in 10 palcev v bazen. Res je zastrašujoča višina, s katere je skočil, a je to vseeno storil. Še več, pristal je v zelo majhnem in plitvem bazenu. Ta podvig je bil izjemno nevaren in bi lahko bil za nekoga usoden. Toda Darren Taylor se ni pustil odvrniti in je to vseeno storil.
Zato je bil to zabeležen kot nov rekord, ki ga ni mogoče več poloviti. In to se je zgodilo 22. oktobra. Leta 2005 je postavil svoj najnovejši rekord in prejel priznanje iz Guinnessove knjige rekordov. Nato je 21. junija 2014 ponovno pokazal svoje sposobnosti, da dokaže, da je mojster plitkega skakanja v vodo. Tokrat je celo presegel svoj prvi podvig, saj je skočil in se potopil skozi ogenj z višine 8 metrov oziroma 26 čevljev in 3 palcev. In ne samo to, tudi bazen, v katerega je skočil, je bil v ognju. Res je vreden občudovanja, vendar je to izjemno nevarno za tvoje življenje. Številka 1. Najtežji človek. Obstajajo ljudje, ki so naravno bolj okrogli, vendar pa so nekateri res zelo veliki že v mladih letih. John Brower Minnock je Američan, ki ima resnično najtežjo oziroma najvišjo težo po Guinnessovi knjigi rekordov. Njegova teža je bila zabeležena pri 1400 funtih oziroma 635 kilogramih. Tako da je to enako teži 6 do 7 ljudi, ali celo več, če primerjamo težo Minnocka. In ta Minnockova teža se je še naprej neprestano povečevala, dokler ni bil marca 2020 pri 33 letih hospitaliziran zaradi zapletov s srcem in težav z dihanjem. Zato je v tistem letu izgubil skoraj 110 funtov oziroma 50 kilogramov svoje teže. Kmalu zatem je Minnock dobil tudi 2 otroka. Kljub temu pa je v istem letu Minnock dobil diagnozo, da ima hud edem. Edem je stanje, pri katerem ima oseba prekomerno količino zunajcelične tekočine v telesu. Zaradi tega, ko so ga peljali v bolnišnico, je bilo potrebnih več ljudi, da so mu pomagali pri prenašanju. Minnock, da so ga lahko odpeljali v medicinski center Univerze v Washingtonu v Seattlu. In tam je bil Minnock hospitaliziran, celo 2 postelji so združili skupaj. In 13 ljudi ga je obračalo, da bi mu spremenili položaj. Minnock je bil odpuščen iz bolnišnice po 20 mesecih in potem je tehtal le še 216 kilogramov. Izgubil je približno 419 kilogramov svoje teže. Nažalost so ga morali ponovno odpeljati v bolnišnico, ker se mu je teža spet povečala in tega ni mogel preprečiti. In prenehal je z zdravljenjem. Zato pa je v mesecu septembru 10. dan. Leta 1983 pri starosti 41 let je umrl. Ko je umrl, je tehtal 362 kilogramov. V redu, še enkrat. To je Arvin Polo TV. To ni bila le zgodba, ampak nekaj, kar ti lahko spremeni pogled na življenje. Hvala in se vidimo v mojem naslednjem videu.